Zdaj grem pa naprej, pa bom dal rikverc, pa všel, kaj se je zgodilo, prav. Dobro jutro. Danes se bo vse skupaj vrtel okrog tega avtomobila. Ime mu je Camry, gre za Toyoto. In se mi zdi, da ena izmed bolj zanimivih stvari pri Camryju je, da me na en način zelo spominja na Lexusa, kar je tudi verjetno en največjih komplimentov, ki mu jih lahko dam. A gremo. Sveto, koliko Toyota naredi? Majhne stvari, stari, majhne stvari. A7-ka. A ti veš, da je meni ta prvi Audi A7 še vedno, kar se dizajna tiče, en najbolj kulskih Audijev. Koliko je ta avto zdaj že star? 10 let mi zdi, da bi vsaka avtomobilska znamka, a pa vse tisti, ki delajo zelo podobne avtomobile, tukaj mislim tudi na Mercedes, Audi, pa konec koncev tudi BMW, rabila imeti v svojemu line-upu vedno vsaj en avto, ko rečeš, aha, ta je pa unta poseben, ta ima nekaj več, kar se karakterja tiče. A7 je to ponavad, no pa še zdaj pri Audiju bil. A se strinjamo? Spomnim se še zdaj, ko smo s Stropnikom snemali video na Goriškem koncu. Ne vem, veš, ene avto se malo bolj zapomniš kot druge, no. Sonce je posijalo na našo cesto, sonce je posijalo na naše mesto, zdaj pa pojdi ven in posnem vlog. Zdaj pa preden se razgovorim, da najprej povem par osnov. A veš, gre za to, da sem jaz s tem avtom naredil dosti več kilometrov, kot sem mislil, da bom. Zato sem v to, kar bom ravnokar povedal, še bolj prepričan. Dejstvo številka 1. To, da je Toyota pri dizajnu naredila korak naprej, pa avto naredila še kar atraktiven, se zelo hitro tudi pozna. Pa to ni samo moje mnenje. Jaz se ne spomnim, kdaj sem nazadnje testiral Toyoto, pa da je folk toliko porajto. Dvakrat, ne enkrat, sem prišel na pumpo, pa je prodajalec, pa ni šlo za istega, je šlo za dve različne pumpe na različnih koncih Slovenije, rekel, kaj pa tole zdaj na Toyota? In to je že en tak dober znak, rečeš, folk porajta. No in pa, če ti enkrat avto lažje porajtaš, se mu zdi, da mu daš prej tudi priložnost. A ni tako? Dejstvo pa je, da limuzine v tem koncu sveta niso glih popularne, na vrhu, pri lestvici prioritet, ki pride do oblike avtomobila. Zdaj osnovnih stvari o Camryju ne bom razlagal, ker sem se na to temo enkrat že fejst razgovoril. Tukaj boste zdaj napisali na vlog številka tale pa tale, pa vlog številka tale pa tale. Prosim, pejte jih pogledat. Jaz bi se rad posvetil dejanski izkušnji. A ja, pa ne me zdaj za jezik držati, ne? Ne pravim, da je čistko kot Lexusi, ampak občutek ti pa daje tak. In tega se nisem mogel znebiti od prvega dneva, ki sem ga prevzel. A veš, začne se pa tako, kot ponavadi z majhnimi stvarmi. Že prej sem pokazal, kad ti zalaufaš avto, pride tale model ven. A veš, zakaj se v štartu sploh umakne? Zato, da greš ti lažje iz avtomobila. Druga luštna pa fina stvar. A vidiš tistole zavesto tam na zadnji? No, mogoče preden gremo do une, boš, da se posvetim tem stranskim. Veš, tukaj jih imaš, na roko grejo gor, pa dol. Pa gruntam, kako to ta zadnjo posnet, mogoče najbolj, da tole ven daš najprej. Aha, okej, pa takole naštimam. Zdaj grem pa naprej, pa bom dal rikverc, pa všel, kaj se je zgodilo, prav. Pazi, zdaj jaz pripravljen. Vidiš to? Podaš pa naprej, pa spet speleš, pa bo šel nazaj gor pri določeni hitrosti. Evo! Je tale Camry tak team player? No, pol prijemo pa še do splošne arhitekture občutka pri sprednjem delu. Poglej, takole izgleda armaturna plošča. Na en način nič posebenega, po drugi strani pa... Je kaj, po drugi strani me pa spominja malo na Lexusa ES. No, kje me pa Camry prepričal najboljš na daljših poteh? 2 oziroma 2,5 sem s tem avtom naredil. Prostorska radodarnost je ta prvi element, zaradi katerega se počutiš dobro, še posebej, če si v drugi vrsti in enkrat sem tam bil. Placa je res velik, pa ne samo v kabini, kufer je tudi ena taka dobra imitacija Postojnske jame. Se to je značilno za vse te večje limuzine. Druga stvar, zvočna zatesnitev kabine je zelo, zelo dobra. Pravzaprav je boljša, kot sem pričakoval. In to ful prenese k udobju, zato si čisto znam predstavljati, da bi Camry lahko bil ne budget, ampak dostopnejši floten avto za tiste firme, ki imajo nekaj opravka s službenimi potmi. Čeprav tudi stani glih poceni, čak se malo. Oprema je premium, pridemo pa še enkrat v drugo vrsto. Bom pokazal, kaj med drugim tudi to pomeni. In tale avto stane 38 900. Ok, zdaj pa da nam cukra stresu.
Halo, stari. Hotel sem reči, da ga ne bom sam hvalil, je tudi ena stvar, ki mi gre ful na jetra. Kufer je ogromen, res je ogromen. Ja, dostop ni tako lahek, kot pri kombi limuzinah pa karavanih. Ampak hočem to povedati, da pa tako stvar vsake toliko časa pa res nucaš. Jaz sem recimo ta kufer nucal kar velik. In mi je šlo ful na jetra, da če ga hočeš odpreti, pa to je dostkrat fora teh limuzin, pa jaz ne razumem zakaj. Tukaj nikjer ne moreš, ne gre, imaš samo dve druge opcije. Ta prva je, da ga odpreš s ključem, vidiš tukaj je tipka za kufer, ta druga je pa, da držiš tole tipko. Evo, pa se odpre. No in potem se spodob, da ga tudi pokažem. Glej, gre za eno tako izjemno veliko jamo. Sploh ne bom o litrih govoril. Ok, spet v drugo vrsto, pa prijemo še do ene stvari. Mislim, sem to pokazal že na prvi vožnji, ampak vse, no, pet sem, no. Aja, budalo. Nije žvaka za seljaka. Lej, tale naslov sem hotel pokazati, ki je pravzaprav veliko več kot 100. Seveda, ima cup holderje, to ni nič posebenega, ampak tada, površina občutljiva na dotik, kjer si lahko prilagajaš stanje v drugi vrsti. No, kam si pa zdaj šel? Prid nazaj. Se pravi, lahko dviguješ ali pa spuščaš tisti lesenčnik zadnji, ki sem ga prej kazal, določaš temperaturo, upravljaš z radijskim sprejemnikom, pa seveda rihtaš naklon sedežev. Pa ajde, ja, tele konzole občutljive na dotik, pa električnega prilagajanja zidcev, nima to vsak Camry, ne, je treba ta pravo opremo izbrati. Vse ostalo pa stari placa, kakor če še Kapetanovič mi je razlagal, on je koliko, 1,95 m, Saša, koliko si velik? 95? On pravi, da ko si nastal zic, pa je velik, ga da čist nazaj, pa je tukaj še vedno ogromen prostor. Jaz sem pa zdaj spreden zic naštiman nase. Placa je pa... Ja, pa v vsakem primeru nas zanima tudi ekonomičnost. Da govorimo o avtu za domačo rabo ali pa o službenem flotnem avtomobilu. Ta avto je meni porabil od 5,8 do 6,3. Glede na velikost, glede na zmogljivosti, glede na odzivnost pogonskega sklopa, kar velja načeloma za vse klasične hibride, so to dost v redu podatki. Sploh pa tista ta glavna stvar, o kateri jaz želim govoriti, je občutek. Občutek tukaj noter je fin, udoben, zrelaksiran. A ja, kaj bi jaz še spremenil ali pa zamenil? Poleg tega, da bi rad kufer odprl tudi od zunaj z eno navadno tipko. Polet, ki je tako fejst vroče, bi si jaz v takem avtomobilu, ki želi biti malo bolj fin, imel rad tudi hlajenje sedežev. Toyota je to opcija, da vas nisem zdaj potunku za brez veze. Čist možno, da je, ali ni. Tehnološko gledano izpolni veliko želja. Ne? Pameten tempomat, recimo, to je treba poudariti, dela super. Sistem, ki zadržuje avto na voznem pasu, tudi, sicer smo tega vajeni že stanovega rava, recimo. Zdaj pa tako, ko že govorimo o komfortnih limuzinah, eno vrnem, prevzamem pa drugo. In zdaj se bo tudi potrdil tista primerjava, ki reče, tale Camry je mini Lexus, po feelingu sodeč, ali to res drži. Zato, ker naslednje avto, ko ga vzamem, je Lexus. Le o tem le govorim. Tole za mano je Lexus ES. Tale je mečkem bolj poseben, tudi zato, ker je opremljen s paketom F Sport. Se mi zdi, da ne rabim posebej razlagati, kaj to pomeni. Se pa fejst veselim druženja. Jaz sem v tem avtu sedel že nekaj časa nazaj, ampak vozniški zid, ta se mi je pa do danes že neparkrat zmuznil. Nač, več o tem avtu pa valjda v naslednjem vlogu. Ajde! Par usporednic vidim, ampak pelil se pa še nisem. Lažem. Pelil sem se kakšen kilometer pa pol, da sem ga do sem pripeljal. Skupne točke, tiha kabina, ampak ta je še tiša. Udobna vožnja, ampak ta je še malo bolj udobna. Toliko na hiter. Pa malo bolj specifičen je. Tudi zaradi umestnika pa upravljalnika tukaj na sredinskem grebenu, ga bom drugič pokazal. Ampak arhitekturno gledano, pa tudi malo po feelingu v kabini, sta si pa res malo podobna. Ker pomeni, da sem imel prav. In tako, kot sem rekel že čisto na začetku vloga, je to kar velik kompliment za Camryja. Ampak vseeno se mi pa zdi, da bo izkušnja v tem avtomobilu še malo višji. Zdaj pa res to. Škoda mi je ful všeč? Detajl. Se vidi že na mojem naslonjalu, vidiš? Dobro zgleda, a? Ok, zdaj pa to res to. Adijo.